Dušan Kosič na zadnjem pripravljalnem srečanju pred nadaljevanjem prvenstva zmaga doma proti ljubljanski Olimpiji. S 3-0 v rezultatskem smislu je generalka uspela. Kaj pa v tistem taktičnem? Ste videli tisto, kar ste si želel? Ste dobil še zadnje odgovore na vaše odprta vprašanja? Dobro, dosti odprtih vprašanj nismo imeli. Zmenili smo se pred začetkom priprav, da skušamo biti skoncentrirani na vse, kar bomo delali, na proces dela, da naredimo nek proces, ki bo, da se izognemo nekim poškodbam, da probamo fantje na višji fizični nivo dvigati. Tako da z tega vidika in z odnosom fantov sem zadovoljen. Trenutno stanje je tako, da vsi fantje dajejo vse od sebe in kot trenerja me to veseli. Dejstvo je, da so to samo pripravljalne tekme, da smo si želeli zmagati vsako tekmo, ki smo jo igrali, da to seveda pred nadaljevanjem prvenstva ne pomeni kaj dosti. Želimo pa obdržati ta način dela, ki smo ga imeli do zdaj in nek fokus na tisto, kar počnemo. Dušan, na današnjem srečanju v prvem polčasu Matjaž pravzaprav sploh ni imel dela. Mi smo si ustvarili kopico priložnosti, eno tudi uspešno zaključili, vodili v polčasu z 1-0. Ste bil v odmoru med polčasoma na fante jezen, ker niso izkoristili kakšno priložnost več, ali pa zadovoljen, ker so si jih toliko ustvarili? Nismo. Tekma bi šla lahko tudi v drugo smer. Olimpija ima izjemno kakovost, izjemne posameznike in seveda v tistem času, ko se je tekma lomila, je bilo napeto na igrišču. Tudi Olimpija je imela nekaj situacij, kjer bi verjetno z vodstvom se tekma obrnila v drugo smer. Na koncu smo jo oddelali tako, kot smo si želeli. Dosegali smo zmago, ampak še enkrat poudarjam, nič več kot samo to in bolj mi je pomembno, da fantje probajo dati vse, kar so sposobni v tem momentu. Visoka zmaga, na koncu ste fantom v slačilnici dejal, potrebno je po takšni zmagi nad Olimpijo ostati trdno z obema nogama na tleh, šele zdaj se pravzaprav začenja zares. Olimpija je bila danes tudi oslabljena, pomlajena, tako da nekako pravo sliko bomo dobili prvo, drugo, tretje, četrto, peto kolo, se bo videli, kaj pravzaprav počnemo. Naš kader je ozek, mejhen, jaz sem presrečen kot trener, da smo ostali skupaj, da so nam omogočili, da se te fantje niso razleteli oziroma da jih nismo v druge sredine poslali, tako da imamo mi kvaliteto, ki je ni široka, nimamo nekaj poškodovanih igralcev, imamo še, ki se vračajo, tako da fantje skupaj držijo v tem momentu. Prišle bojo težje tekme, prišli bojo nasprotniki, ki se bojo dobro pripravili na nas. Tudi pričakovanja smo dvignili, ampak danes vem kot trener, da kdorkoli hoče tej ekipi pomagati, mora biti že na zelo visokem nivoju. Imamo nekaj mladih igralcev, ki se razvijajo, ki morajo šele začutiti ta utrip prvoligaške tekme in nasprotniki so vsi zahtevni. O Aluminiju pa tudi ne bi izgubljal besed, so pred nami in so trenutno boljša ekipa in pravšnji izziv za začetek prvenstva. Če odmisliva tisti uspešen zaključek prvega dela prvenstva in se osredotočiva na tole pripravljalno obdobje, 7 tekem, 6 zmag, remi, brez poraza, prejeli smo samo 2 zadetka. V nadaljevanje prvenstva vstopamo z zmagovalno mentaliteto, zmagovalno miselnostjo. Ja, ampak to je mogoče samo motivacija za nasprotnike. Celje danes nihče ne podcenjuje, vejo na kakšen način igrajo, vejo, ni tudi enostaven naš način, fantje morajo garati na igrišču, morajo neke principe izpolnjevati in seveda se bojo nasprotniki pripravili na nas in že zdaj fantom polagam na dušo tudi sam. Seveda je lepo zmagovati, lepo je vsako tekmo, če si uspešen, ampak to v kontinuiteti držati, to je najtežje v nogometu in počitek, dobri principi, en za drugega, v bistvu ekipni duh, skrbeti za to ni samo naša naloga, je naloga celega kluba, uprave in tako naprej, da obdržimo neko zdravo pamet in cilj, ki ga imamo pred sabo. Cilji niso bili v teh treh letih nikoli mejhni, ne skrivamo jih, radi bi bili uspešni, so se nam pa že parkrat izmuznili, tako, ko vsi mogoče tudi nismo zaslužili. Naše je, da delamo naprej in da znova poskušamo, bomo pa videli. Želel bi si mogoče ob tej priložnosti naše navijače povabiti, da nam pridejo pomagati takrat, ko nam bo težko, ker te fantje kažejo neko kontinuiteto in upam, da nam bo uspelo v tem, kar smo si zadali. Do tekme z Aluminijem še teden dni, bo tale teden namenjen zadnjemu piljenju zadnjih podrobnosti pred obračunom z neposrednim konkurentom za tista najvišja mesta.
Tako, zdaj imamo še en teden pred sabo, radi bi se osvežili, radi bi nadaljevali s tem ritmom, da ne bomo zaspali in vse gre po planu trenutno in si želim, da bi čim dalj tako ostalo.